večer, Slovenija. Dober večer, Bernarda. Danes bi se moral vaše dnevne sobe oglasiti v živo preko prenosa tega zdaj že tradicionalnega dogodka ob dnevu Evrope z enega od trgov naše prestolnice. Toda trgi vseh naših mest in vsi drugi javni prostori pred letošnjim dnevom Evrope samevajo. Pa vendar tako povezani, kot smo danes v Sloveniji, širom Evrope in po celem svetu, še nikoli nismo bili. Vsaj ne za časa večine naših življenj. V primežu novega koronavirusa se tudi v Evropi soočamo s pandemijo, kakršne svet ni izkusil vsaj 100 let. Vsako leto v tem času praznujemo mir in enotnost Evrope, ki je vzniknila na ruševinah vojne. Letos je pomen enotnosti zaživel v svojem najširšem smislu. Kot posamezniki v takem številu še nikoli nismo bili tako ranljivi, vsak od nas povsod. Hkrati pa še nikoli nismo imeli take moči vsi skupaj, če delujemo enotno v duhu solidarnosti. Slovenke in Slovenci ste se s spoštovanjem izrednih ukrepov odzvali odgovorno in s tem solidarno do vseh ostalih. Zaradi vas je Slovenija dosedanji potek pandemije prestala dobro. Predvsem pa zaradi požrtvovalnega zdravstvenega osebja, predstavnikov civilne zaščite, negovalcev v domovih za ostarele, zaposlenih v trgovinah, poštah in državnih organih, policistov, voznikov, učiteljev, novinarjev in še bi lahko našteval. Zaradi vseh tistih, ki ste se borili za življenja najbolj ranljivih in vseh ostalih, ki ste omogočili, da je življenje teklo naprej, kolikor je mogoče nemoteno. Iskrena vam hvala. Vem, da vas je veliko tistih, ki vas skrbi prihodnost. Za vaše službe, za prihodnost naših otrok. V Evropski komisiji smo za blaženje gospodarskih in socialnih posledic pandemije že namenili milijarde evrov. Sprejeli smo ukrepe za ohranjanje delovnih mest, za pomoč podjetjem, za krepitev zdravstvenih sistemov. Pravkar snujemo naslednji večletni finančni okvir in sklad za okrevanje, da bi si Evropa čim prej opomogla. Spoštovane Slovenke in Slovenci, dokazali smo že, da smo zmožni stopiti skupaj in se uspešno soočiti z največjimi izzivi. Zato sem prepričan, da bomo v duhu enotnosti in solidarnosti v Evropski uniji kos tudi tej krizi. V upanju, da se kmalu vidimo v živo, vam želim vesel dan Evrope. Vsem gledalkam in gledalcem pa veliko užitkov ob spremljanju letošnjega koncerta.